Spoštovana publika, dober večer. Najprej povem, da me veseli, da vidim tako od mladih do srednjeletnih do starejših, kar je zelo pomembno. In poudarjam tudi to, da projekta brez publike ni, tako da hvala lepa, že tako na pričetku. Kot je gospod Marjan Toš dejal v tem svojem tekstu, se zaradi nekako človeške drže, potlačevanja, preziranja, ignorance in česarkoli še v umu dogaja to, da ti dnevi spomina na žrtve holokausta in sam holokaust postajajo res prazniki, ki jih je pač treba narediti, ker je to pač tisti dan. Nekaterih dojemajo kot pač neko teženje, nekaterih dojemajo kot neko obujanje nekega alibija Judov, da lahko danes počnejo, kar želijo. Nekaterih dojemajo kot zapravljanje časa in denarja. Je pa vse manj tistih, ki jim je jasno bistvo tega in sploh ne sme iti tukaj za en praznik na 27. januar, ampak mora biti celotno koledarsko leto dan spomina na holokaust, kajti holokaust ni samo zločin nad Judi, ampak je nenazadnje ekstremna manifestacija kontaminacije uma človeka nasploh. Problem, s katerim se soočamo pri tem vprašanju holokausta, je natanko ta, da časovne priče postopoma umirajo, izginjajo, interes nekako pada, mlade bolj zanima slikanje bizarnih selfijev pri krematoriju kot dejansko dojemanje, kaj se je tam dogajalo. Namesto zdrave oblike pietete lahko zasledimo tudi hihitanje. Če kar na tem mestu dodam, sam sem pri obiskovanju taborišč videl tudi kar odpadke, ki ležijo na teh dejansko res bolečih krajih. Pride nekdo, si lupi čokoladico, vrže papir na tla, kar nenazadnje lahko, kar strnemo v eno besedo, s časoma, kot umirajo žive priče, narašča nespoštovanje do tega, kar se je zgodilo. In za tako področje je bistveno to, da se zavedamo in odmaknemo od nekako človeške drže, ki pogosto zaradi nezmožnosti soočanja od osebnih do splošnih problemov se zateka k nekakšnim parolam, ja, to je mimo, življenje teče dalje, ne menimo se, kaj je bilo, menimo se rajši, kaj bo. Potem pa pozabljamo, da tisto, kaj je in tisto, kaj bo, temelji na tistem, kar je bilo. In kdor ne razume preteklosti, ne razume sedanjosti, ne more graditi prihodnosti. In kot sem že dejal v večjih pogovorih sedaj pri pripravi projekta, je skrajno nedopustno, da se v socialnih omrežjih v naši državi in tudi širše, čeprav predvsem to vidim v naših državah tukaj na Balkanu, pojavljajo mnenja z imeni in priimki, kjer sporočajo, da če bi pa Hitler vojno zmagal, bi imeli mi danes red, pa da bi mi danes rabili enega Hitlerja, da red naredi in da je pa mogoče vse skupaj slabo, da Hitler s svojim načrtom ni uspel. To nam dokazuje predvsem naslednje. Prvič, da smo kot družba premalo aktivni v preprečevanju tega, oziroma po mojem mnenju bi morala biti v zraku neka etika, tudi če nekdo to misli, ker vlastnih misli človekov preprečiti ne moreš, da saj ne bi zapisovali javno. In kot rastejo kapniki v kraških jamah, raste sovraštvo in ko je nekega dne kapnik tako velik, da je kapnik, imaš bolj problem to sovraštvo odstraniti. In da do tega prihaja, kar zdaj govorim, dejansko prihaja zaradi tega, ker si mislimo, da nas pa ne zanima, ker je to bilo nekje drugje, pa ker je to toliko let nazaj. Kaj pa je 70-80 let v primerjavi z milijardami let, koliko planet obstaja? To ni nič, to je nekaj, kar lahko rečemo, se še lahko spominjamo. In da bomo lahko pričeli ta večer, ki je zelo pomemben, z eno tako fajn raziskovalno vibracijo, povem še tole. Jaz sem, kot je bilo povedano v uvodu, že izobražen germanist in v sklopu študija
je bilo treba prebrati ogromno knjig njihovega leposlovja in ena izmed teh knjig je bila Die Judenbuche. Jaz sem prvič tako res intenzivno pri obdelovanju te knjige se nekako spraševal Judje, levo, desno, gor, dol, odnos do njih, sprejemanje, odvračanje, ampak sem tudi sam osebno takrat mislil, ja pa dobro, pa saj to je nekaj, česa danes ne more biti, to je pač bilo takrat, v času nastanka knjige, pa po vojni in po vojni smo tudi ljudje s tem razčistili in imamo čist druge probleme kot to. Ampak danes vidimo, da ni tako, kajti v bistvu tudi sam holokaust konkretno izvaja nad ljudi, je dejansko holokaust je uničevanje človeštva nasploh, ker če gremo v analizo vsega in danes, ko smo tako tehnološko in tehnično razviti in ko lahko črpamo znanja praktično nemoteno, moramo tudi narediti projekcijo prihodnosti. Saj, kaj bi pa bilo, če bi tako, kot je mnenje in želja nekaterih med nami, da bi Hitler vojno dobil, vse se ne bi ostavil pri Judih, zažgali bi vse, kar jim ne bi pasalo v njihov koncept, tudi tiste, ki so mu prisegali zvestobo v krajih, se pravi kolaborante. To bi, ko jih ne bi potrebovali, bi tudi njih peljali tja. In nenazadnje se morajo tudi tisti, ki simpatizirajo s to idejo, zavedati, da je to bila ideja, ki se je sesedla sama vase, da ne more prinesti nič dobrega in da ne temelji na ničemer dobrem. Tudi če smo z današnjo družbo nezadovoljni, jo moramo reševati z konstruktivnimi, smiselnimi idejami, ne pa z idejami, ki spominjajo, če se izrazim astronomsko, na črne luknje. Dobro, to je nekako uvod, da bomo lahko vmes med priskazovanjem povedal tudi svoje empirične izkušnje in občutke, ki sem jih imel, ko sem projekt pripravljal. Sedaj, ko bomo vstopili v portal, povem, da bomo kombinirali tehnično in filozofsko plat projekta. Torej, tehnično razložim, kar se vidi, kako se uporablja, vmes pa s komentarji komentiram, kaj sem spoznal, ko sem to pripravljal, kaj sem se naučil, ko sem študiral material in nenazadnje tudi kakšno moje osebno mnenje. Torej, kar vidimo na zaslonu je vstopna stran v projekt Virtual Holocaust Memorial, ki že takoj na začetku poudari, naj se to več ne zgodi, kajti ko obiščemo ta taborišča, danes imamo, bom tako dejal, prvi paket, načrt oziroma načrt, ki ga bom tudi izvedel, je, da bo ta Virtual Holocaust Memorial vseboval vsa taborišča, ki so bila, ampak ne moramo začeti vsemi, ker je tudi, če bi začeli danes samo z enim, bi bilo dovolj. Začeli smo s temi, ki so nam blizu, plus pač Auschwitz, ki je dlje, ki lahko nenazadnje tudi v nekem vikend izletu obiščemo in pogledamo. No in zadeva, ki sem jo takoj opazil, je ta, da če naštejem sedaj Dachau, Auschwitz, Jasenovac, Rižar na Trst in Mauthausen pod Ljubelj, da je zelo eksplicitno, rečemo temu vsakomur vidno, poudarjam, da naj se to več ne zgodi, najbolj v Dachau. Drugje bi že človek lahko pogrešal to sporočilo, ki bi ga čisto pravično lahko na vsakem vogalu srečal tam, naj se to ne zgodi. In ko se takega projekta lotiš, ki sem ga jaz tu pripravil, seveda moraš študirati tudi nenazadnje mentalno klimo, ki je okoli nas danes, lahko bereš forume, lahko bereš komentarje in lahko se dostikrat tudi zgodi, kot če denimo si v spomin prikličemo Breivika, da pa obisk memorialov na terenu ne pomeni samo zavedanje, kaj so takrat počeli, ampak pomeni lahko za bizarne ume tudi ideje, kaj so takrat počeli. To ni nujno samo po sebi umevno, da bo nekdo sedaj prišel iz taborišča nekdanjega ven spreobrnjen oziroma očiščen, lahko bo tudi prišel navdahnjen. In mnogo več je po mojem osebnem mnenju treba dati na to, da se verbalizira, da se to ne sme početi, da tudi če v neki instanci, v nekem položaju vidiš v tem rešitev, da je to dejansko velik problem.
smatram, da je v bodoče, tudi če bo čez nekaj let povsem logično možno reči, da pa ni več enega preživelega, to ne pomeni, da se s tem ne smemo ukvarjati tako intenzivno, kot da se je zgodilo včeraj in kot da se lahko zgodi jutri oziroma že danes. Skratka, ko vstopimo v portal, je sprogramirano tako, da se nam prikaže grb, ki sem ga leta 2004-2005 odkril na Ptuju. Nam je opozoril tudi gospod, ki mi je takrat prodal rabljeno vozilo in je dejal, tebe to zanima, bi ziher rad videl, gospod Števih, mu je bilo ime. In na tem grbu piše ravno obratno tega, kar je tako zasidrano v naše zavedanje in zavest glede teh taborišč. Na njem piše Bildung macht frei, Arbeit adelt. Se pravi, to, kar nas osvobodi, je izobrazba, je razsvetljenje našega uma, delo pa je tisto, kar um plemeniti. Se pravi, čeprav še danes ni povsem natančno raziskano in definirano, zakaj so Arbeit macht frei uporabljali, pa lahko rečemo, da nam je tehnično povsem jasno, da je to bil en taki cinizem glede suženjstva, ki so ga tam udejanjali, torej delaj, pa boš prost. Vemo pa, da edina pot, ko je res bila situacija zaostrena, lahko rečemo, bom si sposodil ta izraz, ker ga je dejal nekdo izmed internirancev, ki je bil v Sonderkommandu. Ko si bil enkrat tam not, je bila edina pot ven dimnik in nič druga. In v bistvu, kljub temu se pa bom dotikal tudi v bodoče, ker ne gre tukaj za enodnevni projekt, ne gre za eno druženje. To je projekt, ki od danes naprej bo redno nadgrajevan, bo redno obnavljan, bo redno distribuiran in že sedaj lahko imamo predavanje za naslednjih 10 let v svetovnem merilu. Ampak kot rečeno, to mora postati eden izmed trendov ponovne definicije človeka. Potrebujemo ponovno definicijo lastne etike, kajti dogaja se nam to, da ste tudi že beseda etika in morala zlorabljanje do te mere, da nekdo, ki na politični ali kakršnikoli drugi funkciji se okorišča, po domače rečeno krade, se vedno znova zatika do neke etike in morale. Ko smo že tu, že sama etika in morala ne pomeni avtomatsko nekaj dobrega. Tudi SS-ovci, ki so bili v Auschwitzu, so imeli moralo in so delali slabo in so imeli tudi neko etiko, ki je bila pač s negativno konotacijo oziroma kar učinkom. Tako da izgovorov nimamo, da nimamo časa, izgovorov nimamo, da nimamo možnosti, samo na nas je in ko že se srečujemo s tistimi parolami, če želiš spremeniti svet, spremeni sebe, tako je. Sposobni moramo biti reči ne slabemu. Ko kliknemo na tole, kar naj nam da zamisliti, Arbeit adelt, Bildung macht frei, pridemo v tehnični meni projekta, kjer vidimo navedena taborišča. Opozorim, da na Google strežniku je nekaj narobe, tako da zemljevida pridahovno prikazuje, ampak to je vprašanje pač nekaj ur, da to tam popravijo. Ker Google Maps zemljevidi jih človek lahko uporablja, tako da Google plačaš neko pristojbino in potem lahko v spletne strani vneseš ta Google Maps na ta način, kot bo nas. To je prazno zaradi tehnične napake na drugi strani in niti ni tako bistveno danes tukaj. Skratka, ker se lahko zgodi, da mladina sodobna, ki jo zanimajo trivialne teme in lahko prebavljive informacije na, rečemo, karenijskem nivoju, dobi odpor do nečesa, kar ima dosti črk, je treba dosti čitati in je debelo, se pravi knjige. Mora biti projekt tega tipa pripravljen tudi z sodobnim dizajnom, ki je zanimiv mladim in ki je razumljiv starejši, kajti pojavil se bo marsikdo, ki je bil v katerem od teh taborišč interniran, trpinčen, mučen in poniževan, ki si ga bo pa danes mogoče zaradi nezmožnosti potovanja tja ali pa tudi odpora potovanja tja kljub temu pogledal. In zato, kot rečeno, je strukturirano zelo pregledno, zelo moderno in v trendu, ki se vse bolj uveljavlja oziroma ki se je dokazal v tem našem tehnološkem svetu kot najbolj uporaben, se pravi z slikami, v smislu nekih aplikacij in
brez tega, da se človek mora nagibati k monitorju in iskati, kje se slika poveča, ker je nedogled tekstov. Bolj pomembne so v takem primeru slike in opozorila v smislu krajših tekstov. Tako tematike na način, da bi dejansko vzbudila v človeku razmišljanje, Bildung macht frei, rečimo takole, potrebuje slikovni material, potrebuje animacije in potrebuje kratka in razumljiva sporočila. To niso sedaj esejistične disertacije, ker jih je nenadalje že zadosti, ampak danes deluje sodobni človek tudi po nekem digitalnem principu dane in že sam dizajn projekta, ki je zelo pomemben, mora biti na nivoju, da reče, to pa je zanimivo, to bom pa pogledal, kaj piše. Obstaja gora spletnih strani, ki so vsebinsko zelo bogate, zelo pomembne, ampak ker so po dizajnu slabo narejene, se pravi bela stran pa črni tekst, mnogo ljudi potem ne gre dalje, ko vidi, ker zdaj, če smo že na Štajerskem, rečejo, kaj ti to je in grejo dalje. Žal je svet potrošniški in moraš potem najti zelo pravo pot zdrave informacije med vso to potrošniško miselnost komponirati, zato ker to, da je svet potrošniški, ne pomeni, da je lahko nor. Skratka, in ker bo, kot rečeno, projekt od danes naprej živel permanentno, se bo razvijal, ima tudi povsem sodobne spletne medije integrirane, se pravi, tukaj spodaj vidimo Facebook stran, vidimo Twitter račun, ki sem ga odprl danes po noči, še nima prispevka, razen pač profilne slike, in vidimo Instagram račun. Naštudiral sem zadevo v teh vseh letih, odkar se s tem ukvarjam do te mere, da lahko rečem tako pač, da med nami, da obvladam in natančno vem, kako je treba stvar publicirati, da ima ugled. In na Instagram računu se bojo periodično 2-3 dni, mogoče kakšen teden redno pojavljali slike, ki so v galeriji z ustreznimi kodami, da čim več ljudi to vidi, in zraven seveda spletna stran klikne gor in pride sem in se poglobi. Na Twitterju podobno, na Facebooku pa bojo distribuirani tudi članki od zunaj, videofilmi z YouTubea, dokumentarci, se pravi Twitter in Instagram se bo ta omejevala bolj na slike in Instagram tako ali tako samo na slike, Twitter na kako povezavo, Facebook bo pa, rečemo temu, neke vrste za začetek fundacija spletna, ki bo distribuirala dobre ideje tega portala. Kot rečeno, na ikonah, ki jih simbolizirajo zemljevidi, na katerih je vidno, kje ta taborišča ležijo, se dostopa do taborišč. In sedaj bomo obiskali prvo taborišče, ki so ga takrat nacisti postavili, in sicer je to Dachau. Dachau je taborišče iz leta 1933 in za začetek so ga uporabili za to, da so po prevzemu moči po kratki in hitri poti se znebili vseh kritičnih novinarjev, mislecov, urednikov in podobnih. Tako da so najprej za začetek bili nekako nasprotniki režima iz lastnih vrst. Tukaj ni bilo taborišče, ki je bilo ustanovljeno za holokaust, ampak za pospraviti stran tiste, ki so bili v napoto. Ko kliknemo na povezavo, se nam odpre Virtual Dachau Memorial. To sem pustil še tako, kot je bilo, ker je bil začetni projekt, ki sem ga naredil, takrat je bil samo Dachau za začetek, in ko sem videl, kako pomembna je tematika, je potem kar celoten memorial nastal. Ker ko se enkrat tega lotiš aktivno, dobiš kakorkoli, mogoče to kruto tudi zveni, ampak dobesedno veselje. Vidiš, da se da premakniti, oziroma veselja tako ali nasmejan ne moreš biti pri tem, ampak ti je kljub temu na nek zdrav način toplo pri srcu, da vidiš, da je pozornost, da bi ljudje se s tem ukvarjali, če bi imeli na voljo pravilno tematiko, predstavljeno tudi na sodoben način. Da ne rabi. Ne nazadnje, lahko kar povemo. Pač določen del prebivalstva ni toliko motiviran nekaj v globino raziskovati, rad pa klika in tudi zdravo pamet rad distribuira. Tako to nastane in potem tudi gre v uporabo.
Ko kliknemo dalje, se nam pojavi meni, na katerem imamo zgoraj na zvezdi KC Dachau, torej povezavo do tega, kar je taborišče bilo, desno imamo virtualno turo skozi, spodaj imamo geomap turo, potem imamo galerijo izbranih motivov, potem imamo spletno stran mesta Dachau in potem imamo povezavo do internacionalnega komiteja Dachovskega. Zato, da ne bomo preveč časa namenjali samo govorenju, gremo kar naprej. Kot vidimo, zemljevid taborišče se tiče perspektive in ta glavne lokacije navedene. Do njih se dostopa tako, da se klikne enostavno na napis in kar je to nekako beseda, ki je v asociaciji s holokaustom in taboriščem najbolj pogosto, sem kliknil na krematorij. V Dachavu sta dva krematorija, oziroma ne samo dve peči. Eno je stari krematorij, ki se vidi na sliki, ampak ker je mašinerija bila tako učinkovita, so ugotovili, da je premajhen, so morali za svoje zverinska dejanja zgraditi novega. Tukaj sedaj vidimo s tem virtualnim sprehodom skozi, ki se koncentrira na detajle, da lahko s komandami dejansko lokacijo, ki je navedena, pogledamo. In slike so pripravljene na ta način, da si jo lahko pogledamo tudi od blizu. In tako, kot je gospa Bedrač prej dejala, jaz sem pred realizacijo si natančno naštudiral, kar že splet nudi, oziroma muzeji nudijo. In sem se odločil za to varianto, ki jo v tem svojem projektu Petava imam, da sem se odmaknil od tistega 360-stopinskega pogleda, ki ne dopušča detaljiranega pogleda, in sem šel na tega, da dejansko vidiš od blizu zadevo. Zdaj ni bistveno, ali se vrtiš v krogu, bistveno je, da vidiš to. In v tem pogledu je ta naš vodnik nekako unikaten, zato ker dejansko gre v detajle. Sedaj si bomo pogledali v Dachavu še, kaj bi bilo zanimivo. Pogledali si bomo barako. V Dachavu so tudi po osvoboditvi te barake porušili in ostala je ena, v kateri se vidi, kakšni so bili življenjski pogoji. Tu iz tega našega okolja je kar mnogo ljudi bilo interniranih v Dachau. Ponavadi so to zdaj že po preteku toliko let pradetki, detki in očetje in marsikdo od njih še zna in je tudi voljan zgodbo povedati, tako da moj naslednji korak v projektu je, jutri se sicer v Ljubljani sestanejo preživeli holokausta, ampak za tak dogodek se jih ne bo nadlegovalo, da v drugi fazi projekta tudi za vsakim separatno posnamemo videe, kar želijo povedati, kako je tam bilo in nenazadnje sporočilo, ki ga želijo pustiti. Tako da, kot rečemo, projekt se z aktivacijo razvija in dela je za nadaljnjih 50 let konkretno toliko, da ga sploh ne zmanjka. Skratka, vrnemo se na tehnikalijo, sprehodimo se skozi barako in vidimo vse elemente, ki so tako značilni. Poleg tega pa vidimo tudi na sliki, kakšna je bila gneča v teh barakah in si predstavljamo, kako je bilo pri takšnih temperaturah, kot so danes tukaj v pižami ležati v leseni baraki. Tako ali tako je bilo tistim, ki so ljudi tu noč zapirali, vseeno, kako dolgo bo kdo živel. Jaz celo mislim, da je bilo njim celo, da so v nekem zaprtem okolju polagali stave, kako dolgo bo ta pa še zdržal. To iz nekega pričevanja sem potegnil. Še nekaj pa sedaj povem na tem mestu, ko smo šli mimo toalet. Ena izmed brutalnosti holokausta so bili tudi tako imenovani Sonderkommandosi, se pravi, Jude so uporabili za to, da so ljudi spremljali v plinske celice, da so potem trupla sežigali in da so pepel trosili. V glavnem, še eno dodatno ponižanje več. Poleg teh tako imenovanih Sonderkommandosov so pa imeli še, oprostite zdaj besedi, ampak tako se jim je reklo, tudi tako imenovane šajs-komandote, ki so morali potem 10-krat preobremenjene sanitarije čistiti z golimi rokami in v bistvu poniževanje tudi na tem nivoju. Poleg Sonderkommando je bil šajs-komando, ki se sicer o njem toliko danes ne govori,
ker je že tema Sonderkommando, ampak dobro je to vedeti, da ni bilo tu, ne da ni bilo humanosti, to je bila 100% antihumanost, ne samo da rečemo joj, kako so bili kruti, to je šlo v drugi ekstrem, tako kot bi morala biti permanentno prisotna 100% humanost, je bila v teh taboriščih 100% antihumanost. Tako ali tako pa sanitarni pogoji se predstavljate, nekako je v naši zavesti tudi hrana, ki so jo interniranci v Auschwitzu, Dachau in taboriščih dobili, je bila tista voda in en fižolček notri, kao to je racija za celi dan. In pojav te neustrezne prehrane je bil tudi ta, da so internirani zelo pogosto, oziroma morda celo vse včas nekateri bolehali za diarejo in izpoved enega izmed interniranih je bila, da si predstavljajte, posle so imeli 2-3 etaže, zgoraj so imeli vsi diarejo, kak je bilo nam spodaj, ker so imeli jo tudi tisti v sredinski etaži in to je res nepredstavljivo. Teh nekaj fotografij, ki so ostale ohranjene, tudi treba vedeti, da je dosti bilo izmed tega propagandnega materiala SS-a, ko so malo polepšali zadeve, pa tak, kao češ, še sedaj imamo zaprte kriminalce, pač nek material za propagando treba rabili. Tiste res brutalne razmere bi lahko rekli danes, da niso dokumentirane, razen pač nekaj tistih slik, ki jih je pri krematorju 5 Sonderkommando uspel narediti na skrivaj, kako kurijo trupla krvene in kako gole ženske, ampak so namenjene v plinsko celico, ampak seveda se vidi, da je bilo posneto na skrivaj na hitro in slike niso ostre, tako da, kot rečeno, človeka presune, ampak mora imeti to moč, da gre naprej. Skratka, sedaj, če še želi kdo videti, katerega od elementov ne povečeni, gremo naprej, pa si potem vsak sam doma pogleda v miru in se s tem sooča. Druga stvar prikaza je pa tako imenovani geomap prikaz. Tukaj imamo na levi strani navedene elemente taborišča. Kliknemo in se nam prikaže lokacija v tem mojem projektu Petava in sicer na geomapiran prikaz. Na lokacijah Dachau in Trst je možno tako, v taki že 3D obliki, ker Italija in Nemčija sta poslikani na ta način, ostale so še klasični 2D, ampak bo slejko prej na ta način. Tako da se lahko potem tudi na levi strani so vidne slike, detajli vsega, ne samo ena panorama ali dve, ampak dejansko natančno poslikano. Ob tem se pa lahko tudi potem regulira ta zemljevid in ali se približa ali se oddalji, tako da se vidi dejansko taborišče tudi iz tega satelitskega 3D posnetka. In kdor je že bil tam, oziroma kdor se s tem soočal, ve, kako so to velika taborišča in vse tukaj, kjer so te lise, pomeni, da so nekoč stale barake, tako da ena baraka oziroma dve, ena je odprta, dve sta ohranjeni, barake pa bilo toliko, kot je tu teh lis. Si lahko predstavljamo, kakšna gneča, kakšen stres in nenazadnje, kar je pa zelo kruto in kar je lahko človeštvo zelo sram, kako dejansko načrtno izvajana in naštudirana logistika je morala biti teh taborišč. To so bile izpopolnjene tovarne smrti. Tu si niso morali privoščiti, da se jim zgodi revolt, da se jim zgodi kaos. In sam psihoteror, ki so ga izvajali, lahko potem vidimo, če se predstavimo na Auschwitz, da so 800 000 ljudi pripeljali, oni so dejansko
dlje, ko so leta tekla, vedeli, da jih bodo zažgali, ampak ni bilo nobene panike, čakali so dobesedno kruto rečeno, tak je bil psihični in psihološki pritisk, da so ljudje čakali mirno v gozdu, kot da bi šlo za, pri nekaterih motivih, ko ne veš, za piknik v gozdu. Nekateri imajo sendviče v rokah, igračke, otroci igračke, ampak vejo, da ko bojo naslednji not, da bo. Res pa eden na začetku, tudi zelo pomembna izpoved enega iz interniranih tam, ko so ga vprašali, pa kaj vam ni bilo jasno, da se tam kadi, da se tam nekaj kuri. In je rekel, da je v začetku veljalo mnenje, da jih bojo pa tako naporni večdnevni vožnji stuširali, dezinficirali in da dejansko s tem, kaj tam kurijo vodo grejo, s katero jo bojo tuširali. To je bilo mnenje, zakaj tam se kuri, ampak pričevanja tudi dajo vedeti, da je grozno smrdelo po zažganem mesu in truplih, da to se voha, če se kuri les, premog ali človeška telesa. In glavnem, nepredstavljivo in presunljivo. Vrnemo se od tehnikali nazaj. Skratka, tukaj imamo geomapiran pogled. Potem pogledali si bomo še galerijo pri Dahavu, ker je pomembna tudi za nas tukaj. Kot rečeno, v tej galeriji so pa, ki je vedno ločena od ostalih terenskih, so pa zbrani najbolj presunljivi in pomembni motivi, ki nekako koncentrirano dajo informacijo in slikam jih tudi takole, da ne dajo pa samo te boleče, temne informacije, ampak da tudi neko upanje, nek žarek upanja, vrata so odprta, da je treba s konstruktivnim odnosom za nazaj graditi naprej, ampak nikoli se stališča, to je bilo nekoč, tega več danes ni. To danes je še vedno in na nas je, da skrbimo, da več ne bo v bodoče. Mislim, danes je še vedno, veste, kaj mislim. Kot rečeno, imamo tu potem še dalje Trst, Jasenovac, Mauthausen, Podljubelj. Mauthausen pride v naslednji nadgradnji. Namerno sem pustil danes samo Podljubelj, ker moje debate z kolegi, prijatelji in soljudmi dajo vedeti, da jih večina sploh ne ve, da je v Sloveniji bilo koncentracijsko taborišče. Zato sem slovenski, naj bo sedaj v prvi fazi, da se nam sede, da tudi pri nas se je to dogajalo. Kar je sinonim za holokaust Auschwitz, bomo sedaj pogledali Auschwitz 1 in Auschwitz-Birkenau. Za tiste, ki se toliko niste poglabljali v tematiko, v Auschwitzu sta bili dve taborišči, Auschwitz 1, Auschwitz 2 in še tretje Auschwitz-Monowitz, ki je bilo, dejansko so taboriščniki, ki so v Monowitzu v tovarni obnemogli, pripeljali nazaj v Birkenau in jih ubili, ampak ni bilo konkretno uničevalno, bilo je delovno za njihovo industrijo vojno in kar so pač potrebovali. Sedaj smo v taborišču Auschwitz 1, ki je optično zaznamovan z dokaj glomaznimi stavbami z rdečo opeko. Ta rdeča opeka je en element, ki se pri teh taboriščih pojavlja od teh peči v krematorjih do teh stavb, zelo dosti te rdeče opeke in dejansko, ko se ukvarjaš mesec, 2, 3 s to tematiko, že vidiš potem vse povsod samo to rdečo opeko in je tudi dejansko kot da bi človek lahko pomislil, sicer ni tak, ampak sedaj naknadno, že samo ta opeka, ta bara te opeke simbolizira ogenj v teh taboriščih in je res prav nadležnost gleda ta opeka, ko si predolgo tu not. In sedaj vam pokažem na eni izmed stavb. Taborišče je strukturirano danes tako, da je seveda muzej in v teh posameznih blokih je posamezna tematika, od tega, kako so potekale deportacije,
do tega, kako je potekalo bivanje v taborišču, do tega, kako je potekal holokaust v smislu genocida, do tega, da je v sobi oziroma v prostoru, ki je zelo presunljiv, so pa ostanki las, originalni ostanki las, ki so jih deportiranim bodi si pred smrtjo, bodi si po smrti pobrili, postrigli in iz njih izdelovali odeje za spat, žimnice in podobno. Potem so ostanki predmetov, očal in nekaj, kjer človek ne more več priti ravnodušen, je tisti prostor, kjer so pa ostanki otroških oblekic otrok, ki so jih pripeljali tja in za otroke je generalno gledano veljalo kar pri selekciji smrt, krematorij. Zelo redki otroci so preživeli, ker so jim bili, kruto rečeno, neuporabni. To dejansko ni holokaust samo nek proces, ki ga danes pač nasprotniki današnjega Izraela lahko tudi komentirajo, da je pač njihov večni izgovor za njihova dejanja danes, ampak je dejansko res, ker se ni omejeval samo na Jude, šlo je tudi za Rome, šlo je za Slovane, šlo je za nenazadnje tudi Nemce, Avstrijce, ki so se sistemu opirali, tudi oni so končali v plinskih celicah. Dejansko je treba vedeti, tako rečeno, eno je zgodovinska komponenta, drugo pa je treba biti informiran, kar je dan danes lažje, zdaj koliko se kdo poglablja v to, ti snovalci tega režima in izvajalci tega režima so se tudi z okultizmom ukvarjali. To so dobesedno, če bi se izrazil kar preprosto razumljivo, to je dobesedno poleg tega satanistični obred, ne gre samo za genocid. To je bilo načrtno tako narejeno. Najprej so jih streljali, zakopavali v jame, potem za vsakim pobitim človekom je seveda njihova zloba naraščala, kar delaš, to dobiš, kar počneš, takšen si in so tudi te bizarne ideje, kako uničevati, pobijati ljudi, rastle in za nas tukaj je lahko opozorilo zelo visoke prioritetnostne stopnje, da je nekako naše gore list Odilo Globočnik bil eden izmed tistih glavnih, ki je izpopolnil ta način genocida s plinskimi celicami. In ko se na YouTubeu so dostopni filmi, en je ta Wannsee konferenc, tudi brez abonmaja si jih da videti, je mene, ki sem ga gledal tako kot Slovenca, kar tak v srcu speklo. Mislim, da je na 31 minuti in 20 sekund videa na YouTubeu konkretno Odilo Globočnik omenjen, tako kot nekdo, ki bo za to poskrbel. In Odilo Globočnik je iz Gauleiterja potem postal na koncu vodja taborišča v Trstu, bi lahko rekli njegovo privat taborišče. In tudi na tem nivoju tega Globočnika se pojavlja, sicer ker ni tako zelo znan, intenzivno in obsežno, ampak najdejo se tudi komentarji, da je pa on že takrat vedel, kaj bi bilo treba narediti, skratka noro. Dobro, to je bil Auschwitz 1, gremo v Auschwitz 2. Kot rečeno, potem bom povedal, na kateri domeni je projekt dostopen, tako da lahko si vsak doma v miru pogleda, ker drugače lahko tu 10 ur sedimo. To se je treba vzeti čas. Jaz danes pojasnim, kje se kaj najde, kaj se najde, za individualno gledanje pa tudi polagam na srce res izbrati pravi trenutek, se na to pripraviti in si vzeti čas in tudi razmišljati zraven. V glavnem, sedaj ga bom odprl na skupnem pogledu, strukturirano je tako, sem spet pri tehnikalijah. Prvi album je celoten memorial, nadaljni albumi so po posamezni elementi memoriala. In za današnjo predstavitev sedaj odprem celotni memorial in ob tem lahko povemo, kot je direktorica sinagoge prej pri našem intervjuju dejala,
kaj frapira najprej, kako je to veliko. Kako je Auschwitz-Birkenau veliko taborišče. To, kamor ti pogled seže, tam vidiš te, zdaj da malo rečemo tak, malo doživeto, vidiš te frdamane stražne stolpe, vidiš ograjo, vidiš bodečo žico, pa ko misliš, da si že prišel dalje, še vedno vidiš, da je pa tam še nekaj bilo, samo pač danes več ni ohranjeno. In sedaj vam na hitro pojasnim, tukaj, kjer je sedaj Miška, je tisti znameniti vhod, čeprav to, kar vidimo tu levo, ni tisto, podobno je, tu je bil stacioniran SS in tu je danes cerkev. To, kar se vidi pač na prvi sliki, ker so po abecedi nanešene, se nahaja tukaj. Tu je tisti znameniti vhod, tu not je železnica, tukaj vidite vagon, tu so ohranjene lesene barake, ki so dejansko bili hlevi za konje in živino, na kar so jih prekvalificirali v barake za ljudi. Tu je del taborišča z opečnimi barakami, to je pot, ki jo imenujemo nekako v tem žargonu raziskovalnem direktna smrt. Najprej so deportacije Judov bile tukaj, potem kasneje so vlaki pripeljali naravnost sem. To je treba vedeti, da tudi tukaj desno je najmanj 500 milijona ljudi izstopilo v svojo smrt in so najprej morali pešačiti sem. Kasneje so jih deportirali nekako tu. Po selekciji tisti, ki so za nekaj časa preživeli, nekateri tudi, hvala Bogu, so preživeli, so bili stacionirani sem. Ostali, predvsem ženske in otroci in starci, oziroma starejši ljudje, se opravičujem, ampak ni slabo mišljeno, so morali po tej poti iti do sem gor in potem tukaj v ta gozd, ki sem ga prej omenil, tu je krematorij 5, tu je krematorij 4, tu je krematorij 3, tu je krematorij 2 in tiste, ki so poslali sem gor, so umorili neposredno po deportaciji. Tukaj, kjer je sedaj Roka, se nahaja savna, tako imenovana savna. Tukaj so tiste, ki so jih pustili živeti, dezinficirali njihove obleke. Predvsem jih je skrbelo pa to zato, ne da bi njih dezinficirali, da ne bi SS-ovci od njih bolezni dobili. To je bila njihova primarna skrb, zato so jih umivali. Potem tukaj je tako imenovani predel Kanada, kjer so imeli barake, kamor so nalagali vse, kar so Judom izropali. Na tem mestu, ko sem pri Kanadi, je treba povedati, da je zadeva bila res tako bolestno zastavljena, da so imeli nacisti pogodbe za nemško železnico, koliko natančno preračunano, koliko stane vožnja enega deportiranega v Auschwitz, koliko morajo potem njihovih zlatih zob pobrati, koliko las morajo prodati, koliko stvari, ki jih izropajo, morajo prodati, da je njim rentabilno, da jih vozijo tja. Se pravi, z njihovim načinom dela so pobiti in deportirani sami financirali svojo smrt. Tako so si nastavili, da je to bilo potem za njih še profitabilno na ta način. Nekako tako je bilo, da so odrasli ljudje imeli CVX, zdaj iz glave ne vem, potem za otroke do 16. leta je bil 50% popust, za otroke pod 4 leta pa je bilo zastojno. Tako bizarno je bilo to zastavljeno, da so vozovnice kasirali, zato da so ljudi vozili tja. Pa to v vagonih za živali in živino. Tukaj so potem zraven krematorijev tudi bazeni, v katere so metali pepel. Če se danes natančno pogleda, so še vedno vidni ostanki kosti. Vsem totalno noro. Potem tukaj je ena izmed tistih umivalnic, kjer so imeli poniževalni, šajs-komando. In tukaj je možno videti ohranjene barake, sedaj si bomo eno pogledali, v kakšnih so ljudje tam bivali. Kot rečeno, je projekt pripravljen tako, da so bedljive tudi te informacijske table, da niso samo slike, tudi informacije, ki so napisane tam.
Včasih nas to malo splet nafrkne. Še enkrat odprl. Pri vstopu v barako je to bilo levo-desno en taki prostor. Potem se pa gre not in te barake so več ali manj avtentične tistim. Ti prostori so bili za 10 do 12 ljudi in znano je, da ko se je nekdo hotel obrniti, so se morali vsi gori obrniti na drugo stran. Tako so morali biti skoordinirani, da se ni bilo možno obrniti. Kako so ležali, vsi so ležali vsi. In ko se posluša pričevanja ljudi, ki so preživeli, kako disciplino so izkazovali, ne nazadnje tudi otroci, pri tem predstavljamo si spet, to je opeka, ven je minus 15 stopinj, tam na Poljskem je tudi zelo mrzlo, sočasno pa je to področje Auschwitza bilo močvirje. In ne samo, da je po zimi mrzlo, poleti je bilo komarjev, žuželk in sparine, toliko da to je bil pekel na zemlji. Tu tudi v teh pogojih je načrtno postavljen tak totalno poniževanje ljudi, ki so bili tja zaprti. Poleg samega, skruto besedo, tehnične deportacije, da jih pač fizično ne bo, je bilo to tudi potem, ko so jih že enkrat imeli tam izživljanje nad njimi. Ni bilo samo tehnično odstranitev in umor, bilo jih je tudi treba pustiti nekaj časa žive in gledati, kako propadajo in se temu smejati, pač z njihovega stališča. In kot rečeno, sem to potem poslikal tako, da je tudi zelo doživeto in čuti se vlažno. To je danes meni osebno nepredstavljivo, kako je tam not bilo. Poleg tega, da ni bilo za jest in da je edina obleka bila tista pižamica, ki so imeli, in copatki, veni pa minus 20 stopinj. In je bilo treba zjutraj se vstati, iti tja delati, priti nazaj, dobiti en tisti fižol in da so to ljudje tudi po več let nekateri preživeli. To je, kot rečeno, če smo, ne bom uporabil besede kritični, realni, vsak od nas tukaj danes ve. Tako smo se senzibilizirali kot človeška rasa, da je mogoče 2 stopinji pa malo vetrček zapiha, že k zdravniku hodijo ljudje, joj, nahod imam. Da si predstavljamo z današnjega stališča, ko vedno manj prenesemo nekih naravnih danosti in pojavov okoli nas, kako bi bilo današnjemu človeku, ki ga pri 10 stopinjah zebe, biti na minus 20 v eni pižamici in to več mesecev. Ali se mi znamo sploh še vživeti v to? Lahko nam da tudi nenazadnje slutiti, da prenesemo mnogo več, ko si mislimo. Kar želim sedaj navezati na to, kar sedaj govorim, je to, ravno v tem se vidi. Človeštvo po tem, ko so ta taborišča osvobodili, pa moramo vedeti tudi tukaj med nami, ni to bila taka akcija, ko nam jih danes ameriški filmi prikazujejo heroje, sedaj bomo naredili plan, bomo mi osvobodili. Taboriščniki v Auschwitzu so sami dejali, da je Rdeča armada pač prišla mimo in so jih osvobodili, da si naj mi ne predstavljamo danes, da je to bil njihov plan, načrt, projekt, za njih tam osvoboditi, ker so se tudi do njih potem nekateri vedli kar dalje v smislu nekega taborišča. Ni to bil za njih potem življenje lepo, ko so bili osvobojeni. Mino je ta pekel na zemlji, tudi še desetletja zatem so se za svojo reintegracijo družbo nazaj morali boriti ljudje. No, skratka, da se vrnem nazaj, vedeti moramo realnost tega in nenazadnje tudi današnja, imenujemo jo kar degeneracija človeškega uma, ravno iz teh barak in tega procesa izhaja, da to je treba vedeti. Kot rečeno, ko je bilo vojne konec, je bilo neko obdobje lovljenja teh SS-ovcev levo-desno, ampak potem je prišlo hitro do hladne vojne. In ko je prišlo do hladne vojne, je Amerika potrebovala stabilno Nemčijo in so hitro začeli pozabljati na to. To sploh ni bilo, glede na dimenzijo zločina, ustrezno raziskano. Ko danes, kot še enkrat poudarim in se opravičujem, če se ponavljam, ki je treba večkrat povedati, ali pa vsaj v nekem zanosu se zgodi,
večina teh ljudi, ki so tukaj bili aktivni, je potem samo plašč zamenjali in so krojili nemško politiko naprej. Če gledamo, jaz sem denimo zelo rad gledam tako iz enega filozofskega vidika nemško kriminalistično serijo Derrick. In po smrti igralca Horsta Tapperta je prišlo ven, da on bil SS-ovec na drugo svetovno vojno. Derrick, ki na televiziji raziskuje umore in je simbol za pravičnost, je v svojem življenju ljudi deportiral v koncentracijsko taborišče. In ko se je to zvedalo, je potem kar nekaj držav tudi serijo Derrick dalo z programa ven, ampak kako se je brez dejansko globalne katarze enostavno prekrilo, dalo v pozabo, ker človek ni toliko samoiniciativen, da bi velika večina le-teh to predelala na ustrezen način, ampak je v veliki meri tudi ostalo, glej, vojno smo izgubili, zdaj se nam izpostavilo, v duhu se niso premaknili na pravo stran, povsem živeli so dalje, ampak se pač so videli, da način ni pravi. In to je ravno to, da lahko rečemo danes 70, 72, 75 let po tako imenovanju osvoboditvi Auschwitza, lahko rečemo tudi zavzemu Auschwitza pač z druge strani, je treba stremeti k temu, da dejansko človeštvo kot človeštvo doseže katarzo za to, kar je kot človeštvo bilo sposobno narediti. Ker ta formula destrukcije se prenaša na druge nivoje. Holokausti se danes dogajajo pač drugje, se televizija ugasne, ni pri nas, ga ni. To ni res. Človeštvo po tako grozljivem in sramotnem dogodku za sebe ni doseglo sprave samim seboj in katarze. In to je treba vedeti. In lahko se nekdo pojavi, pa reče, ja, pretiravaš, ni tak. Ne, če rečemo, življenje teče dalje. Ravno danes po noči sem gledal dokumentarec mladega poljskega para, ki si je hišo zgradil zraven spomenika, kjer so jih pripeljali v Auschwitz, zraven vagona. In je rekel človek, ja, življenje teče dalje. Jaz pa dodam, tako je, življenje teče dalje, teče pa dalje tudi smrt. Ne teče vedno samo življenje dalje, to je tako splošen površen alibi, ja, glej, treba gledati samo naprej, življenje teče dalje, tudi smrt teče dalje in se komponira pač v drugačen način uničevanja, ker ne nazadnje si priznajmo, v času, ko se je dogajal tukaj zločin holokaust, je, če prešatam na drug nivo, okrog nas bilo možno stopiti do reke Drave, pa jo denimo piti. Mi smo po tem dogodku kot človeštvo pa uničili planet do te mere, kot takrat to. In to je zdaj pač filozofski del današnjega predavanja, ampak smatram, da moram povedati, ker se mi je to zbudilo v glavi, ko sem to delal. Mi smo nagnjenost kot človeštvo premaknili samo v druge smeri. Nismo rekli stop, nekaj je zelo narobe s tem, kako funkcioniramo kot družba, ampak je ta sila uničevanja šla drugam. In zato ne bo kadarkoli prepozno o tem govoriti, na to opozarjati, kazati slike in zraven še dodati nekaj sugestibilnosti, zdaj si pa predstavlja, da si tu not. Vedno si predstavljamo, da je bil nekdo drug, dejansko je pa realno pri nekem geopolitičnem neustreznem razvoju, da smo lahko spet nekega dne tu not, saj ni izključeno, da ne moramo tudi mi končati v taki baraki. Ne končamo pa v taki baraki, če se pravilno s tem soočimo in če aktivno delamo, da se to ne bi zgodilo. Sedaj to zapremo dol, pa vam bom še pokazal tisto barako, kjer je bila umivalnica dejansko za skoraj celo taborišče. Samo malo. Ne, ni to. To je tu. Tako. To so bile pač kao sanitarije. In zdaj si predstavljate, je v taborišču nekaj 10 000 ljudi
imajo pa 1, 2, 3 take kopalnice in ljudi pošiljajo not, tako znajo, gema, šnela, tak. To tudi neka manija iztirjenega sveta se lahko zelo hitro vidi iz tega. Vse je bilo treba hitro narediti, gema, šnela, za fart ravsko in tako kot je rekel gospod Marjan Toš, ko smo se pogovarjali 2 tedna nazaj v Lenartu, dosežiti moramo v lastni glavi hiti počasi. To, da se nekaj hitro dela, ne pomeni, da je učinkovito. Učinkovito je v takem sistemu bilo gema, šnela. Mogoče nekdo včasih rabi pa 2 dni, če piše knjigo, dela karkoli, pa mogoče rabi 2 dni za temeljit razmislek. In tako ali tako drvimo v propad, lahko damo iz 6. predstave nazaj v drugo, ne bomo nič zamudili. Lahko se tudi na kakem počivališču ustavimo, v prenesenem pomenu seveda. V glavnem, tu je ta značilni vhod. Že sam pogled na to človeka stisne. Kot rečeno, je vse poslikano v detajlih. Tu pri teh barakah, sem se sedaj spomnil, pa imamo, v tisti je bila samo umivalnica, tu imamo sanitarije. No, zdaj imamo zaprto, take so, to so bili hlevi in štale, pretransformirani v barake za ljudi, kjer je pa bilo not 100 v tistih fazah, pa tudi po 1000 ljudi. In še ena zelo pomembna stvar, ki jo je treba omeniti danes tukaj, je to. Na začetku so ta svoj brutalni holokaust s krematoriji in celicami in poniževanjem načrtovali predvsem za judovsko raso in so stvar, ki jo nekako človeštvo odriva, so Sinti in Romi in so jih nekako imeli samo zaprte za začetek, pač z njihove terminologije, potem so pa ugotovili, ker tako tudi danes ljudje rečejo, joj, cigani, kaj pa tu delajo, so potem na neki točki ugotovili, da jim kruto rečeno jemljajo prostor in so jih poslali, so tudi holokaust izvedli nad Sinti in Romi in ta holokaust nad Sinti in Romi je bil tudi zelo intenziven v Jasenovcu, kjer so s tistimi svojimi tako imenovanimi srboseki noži, ki so jih imeli kar privezane na roko, da so samo zamahnili, pobili ljudi, toliko, da se še danes stroka krega koliko. Seveda Hrvaška, ki v današnjem času tam postavlja spomenike, na katerih piše za dom spremni, minimalizira cifro, medtem ko seriozni raziskovalci navajajo kar visoko cifro in realno je ta visoka cifra zagotovo, če je celo ni še višja. Kot je in ko so bile te vojne na Balkanu v 90-ih letih, je bil eden izmed načrtov tudi dokumentacijo iz memoriala v Jasenovcu uničiti in sežgati, češ da ne bi bremenila samostojne države Hrvaške, ampak so še pravočasno uspeli rešiti in so jo prenesli v Ameriko na varno. Tako, to je bil Auschwitz. Sedaj vam bom še nekaj pokazal, tu na tem geoprikazu, ker kot rečeno, to je ogromen kompleks, predstavljajte si, kak je to veliko. Pa da je denimo to eno nogometno igrišče, to je več 10 nogometnih igrišč. Tu gori se vidi ostanek taborišča v zadnji fazi, ki se mu reče Meksiko. Tako so imeli zelo zanimiva imena Kanada in Meksiko. Tudi z tega so se norčevali, da bomo poslali v Meksiko, tvoje stvari pa bojo šle v Kanado. Potem tukaj je en del, kjer drevesa danes več ne morejo rasti, zato ker je toliko pepela posutega, da je pretežno sam pepel in ostanki kosti ljudi. To bom opremal v drugi fazi, kot rečeno. Zdaj spet na tehnikalijo. Projekt je zasnovan tako, da je vse skozi aktualen, ko v spletu so obiskovane spletne strani, ki se osvežujejo, ki se nadgrajujejo. Zato sem se
povsem zavestno odločil, da vsega materiala ne dam ven takoj, postopoma in dobiš število sledilcev, dobiš število publike, ki jih zanima in nadgrajuješ projekt, tako da postopoma pride potem ta predel, pa tudi ta predel tukaj, kjer stoji sploh prvi krematorij iz Auschwitza, na katerega so, predstavljajte si, po vojni zgradili hišo, v kateri je nekdo živel not. In to hišo je potem bilo treba v narekovajih na silo odkupiti, da je lahko danes del muzeja, jo podreti. Ampak tu, kjer je bilo še taborišče, imajo ljudje svoje naselje in ko jih intervjujejo, kaj menijo o tem, se jim to ne zdi nič takega, pač mi tu živimo, na kar je nekdo tako off the record priznal, da ima odkar tu stanuje vsaki dan nočne more in da žal ta trenutek nima dovolj denarja, da bi odišel, ampak da ga spremlja v sanjah, da vsaki dan sanja o tem, kar se je tu dogajalo. Tako da naj ne zgleda, da pičim, ampak Poljaki bi morali svoj odnos do tega bolj skonkretizirati in kar direkt rečeno popraviti. Dobro, sedaj bomo zaprli Auschwitz, pa bomo za zaključek šli, koliko je ura? Bomo za zaključek šli v Mauthausen pod Ljubelj in vam tudi povem zakaj. Prvič zato, ker je to taborišče, ki je v Sloveniji. Če greš na ulico, pa vprašaš tak po štajersko, bomo rekli, če ti veš, da smo v Sloveniji imeli taborišče, ne, kite. Ja. Tukaj v Podljubelju, sicer je bilo v primerjavi z Auschwitzom in ostalimi majhno, ampak prav tako smrtno. To je bilo nekakva kombinacija delovnega in pač, ko si svoje oddelal, da si bil neuporaben uničevalnega taborišča. In kljub temu pa rečejo, strup je v malih flaškah, jaz pa dodam tudi zdravilo je v malih flaškah. Ta spomenik je zelo pomemben. Zakaj je zelo pomemben? Zato, ker od vseh, ki sem jih doslej obiskal in obdelal, ima edini napisana skoraj da vsa taborišča, ki so bila v ostanku ene izmed teh zgradb, je spomenik taki, da so napisana imena taborišč, da tisti, ki pride sem in pač ni toliko poglebljen v tematiko, dejansko vidi, koliko je tega bilo in moje osebno doživetje, to mi je bilo zelo všeč videti. Napisana taborišča in na ta način dejansko ohranjena v zavesti. Tako, Mauthausen, Natzweiler, Dachau, Auschwitz, Buchenwald, Dora, Ravensbrück, Sachsenhausen, Danzig, Stutthof-Danzig, Flossenburg, Bergen-Belsen in tako dalje. Ko smo že pri Treblinki, zdaj ko smo v zaključni fazi predavanja, Treblinka, Sobibor in še kaj iz tega paketa, ki je pa bilo konkretno res samo uničevalno taborišče, so pa tudi imeli tako prefrigan načrt, da ga bojo tako dolgo imeli stati, dokler bojo imeli ljudi za deportirati, potem pa razgraditi in kot da nikoli se nič ni zgodilo. Vse sledi zabrisati, tako da to pa so bile konkretno samo tovarne smrti. Peron, celica, peron, obleka, stvari, izropati, celica, krematorij. Tako da tudi zelo pomembno v tem projektu, to bo v letošnjem letu planiram, so ta taborišča, ta ultra uničevalna Treblinka, Sobibor in tudi to je na Poljskem. In zelo, zelo pomembno je, da nam ta imena odmevajo v naših glavah kot nekaj, česar ne sme biti in česar nas je lahko zelo sram. Tako, spoštovano občinstvo, nekako 2 šolski uri sta mimo. Sedaj vam še povem, kje najdete projekt, ker kot rečeno, to zahteva več dni, lahko tudi kar celotno letošnje leto. A ne, pardon, se opravičujem. Smo rekli zadnja faza. Da je projekt dvigne na sodobno raven,
sem jaz izdelal tudi virtualni lik Simona Wiesenthala. In zraven tega Simona Wiesenhtala virtualno repliko ideje koncentracijskega taborišča, zato da se aplicira dejansko na vse, ni samo eno konkretno, ampak je ideja. In ta virtualni lik Simona Wiesenthala bo postopoma oziroma step by step, korak po koraku, verbaliziral in sporočal modrosti. Bodi si bom kar njegove izjave razsekal in zmontiral njegov originalen glas v virtualno podobo, ali pa jih bom reproduciral z računalniškim glasom v video, ker nenazadnje se treba tudi dogovoriti z inštitutom na Dunaju, ampak v vsakem primeru bo ta virtualni Simon Wiesenthal, ki je res simbol povojnega soočenja tudi z zločini, ne samo s travmami, tudi z zločini, ker ne sme se končati samo pri tem, da travme potlačimo in razdevamo tudi konkretne povzročitelje, ki so konkretni ljudje, je treba na odgovornost pripeljati. Zato sem kot posvetilo Simonu Wiesenthalu, ki je bil res pomemben element tega, izbral njegov lik. Sam sem sicer v življenju spoznal tudi Maxa Mannheimerja, ki je pomemben za Dahovsko taborišče, in bom videl, kako bom s tem, ampak kot rečeno, sedaj za zaključek še predvajam promocijski video Simon Wiesenthal Virtual in se vam zahvaljujem za obisk in vas vabim še k debati zatem. Kot rečeno, samo še minuta. Simon Wiesenthal kot zelo pomemben lik, kot zelo pomemben karakter, in po njegovi smrti leta 2005 je za neko ohranjanje spomina in zavedanja o holokaustu in celotni problematiki tega, lahko rečem, bila je njegova smrt velik udarec za to. Malo je evidentno, da je začela zadeva upadati in zaradi tega si je, se opravičujem besedi, zaslužil pač. On si je zaslužil za svojim življenjskim delom, da je nosilni element tovrstnega globalnega projekta. In kot rečeno, modrosti Simona Wiesenthala bojo na ta način animiranega lika živele na zelo prefinjen in inteligenten način naprej. In kot piše tukaj na koncu, gegen das Vergessen, naj se ne pozabi, jaz dodam, naj se zaveda. Sedaj povem, projekt je viden na domeni
toshmihail.com, toschmihail.com. Simbolično bomo 27. januarja aktivirali novo domeno in prej je prišlo do ene take simbolične ideje, zato ker želimo nekako kolektivno energijo, da ni to samo individualni projekt nekega avtorja simbolizirati s tem, da imamo neko skupno domeno. Vabim, če kdo hoče sponzorirati domeno, imamo tu en kovček, domena stane 20 €, da simbolično to naredimo, da ne bomo samo kamenčkov polagali v Auschwitz, vete, ker mislim, da ne gre tu za 20 €, gre za simboliko, da probamo ljudi dobiti do tega, da z minimalnim angažmajem lahko participiramo maksimalno, da moramo biti del ozaveščenja in da moramo biti del zavedanja, da ni pravilno. Naj živi humanizacija, hvala. Jaz se torej avtorju Mihailu Tošu lepo zahvaljujem za ves angažma, in ves trud, ki ga je vložil v ta projekt. Tudi sama se bom navezala na besede Simona Wiesenthala, ki je rekel, da upanje živi, dokler se ljudje spominjamo. In včeraj smo v tem prostoru, so kolegi iz Založbe Pivec predstavljali nov slovenski prevod romana poljskega pisatelja Piotra Pažinskega, in pisatelj je pa dodal, da pravzaprav samo spominjanje še ni dovolj, da preprečimo nova morebitna grozodejstva. In to mislim, da je tudi Mihael zelo lepo navezal, da torej je prav, da se tudi aktiviramo, da ne samo pasivno nekako spremljamo, nekako pasivno se udeležujemo predavanj ali dogodkov, s katerimi torej obeležujemo spomin na žrtve holokausta in nacističnega preganjanja, ampak da nekako se tudi sami aktiviramo v smislu, da skušamo torej prispevati nekaj k temu, da bomo sooblikovali neko strpnejšo družbo, seveda družbo, ki bo prosta sovraštva, ki bo prosta ksenofobije, rasizma, antisemitizma, anticiganizma in vseh teh negativnih čustv, ki nas pravzaprav omejujejo. Tako da hvala lepa za današnji obisk, še enkrat čestitke avtorju. Ja, zdaj nisem uspela odviti, ker bi bilo, da bi odvila, ampak še boljše, ker odvila. Tako ena majhna pozornost za trud, ki je bil vložen, seveda se nadejam, da bo ta projekt zaživel res v polnem obsegu in da bomo lahko tudi ostali nekako prispevali. Vam pa še enkrat hvala lepa za obisk. Da še danes zaključno misel. Hvala vsem, kot rečemo. Ta projekt smo danes aktivirali, mi smo ga izvedli, pa greš pozavo. Ta projekt bo sedaj živ, ker je internet dostopen praktično povsod na svetu. Je projekt dostopen povsod na svetu in res še pa zdaj zadnjo sporočilo pred neformalnim delom, naučimo se reči slavemo. Hvala lepa.